Evo, tole so pa rezultati Padlet izziva, ki sem ga dodala, v bistvu nekaj sem sama dodala, nekaj ste tudi vi. In kaj v bistvu vidimo, ja, da se najdejo tudi izdelki, ki teh sintetičnih polimerov ne vsebujejo. Predvsem sem jih našla jaz v izdelkih, ki so namenjeni za nego, otroško nego zob. Torej na oranžnem seznamu najdemo polietilenglikole, teh imamo res kar precej in so tudi zelo enostavno prepoznani na deklaracijah, tako da ne rabite veliko časa temu nameniti, se zelo hitro najdejo. Je pa tukaj nekdo od prisotnih tekom webinarja našel tudi izdelek s polipropilenglikolom, tako da ta pa se po klasifikaciji podatkovne baze Beta Microbit in Ehe potem uvršča na rdeč seznam. Tako da vidimo, da se stvari, kar se tega tiče, izboljšuje, da imamo kar precej izdelkov, ki so, bomo rekli, manj obremenjeni ali pa ne obremenjujejo toliko našega okolja na voljo.